Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ministrica Milojka je pred dnevi v intervjuju za Večer, nekoč časnik s težo, danes pa osebni portfelj Uroša Hakla, nečaka bosa Panvite Stanka Polaniča, dramatično kriknila. Javnega zdravstva ne dam, ne dam. Kot vemo, sta je včeraj ušla še zadnja dva slovenska srčna kirurga za otroke na ljubljanskem UKC. Bes džavr, še krik iz valov, potem pa vse tiho je bilo. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali brez limitov. Dobrodošli v svet kriptovalut, tehnologije veriženja blokov ter temne strani interneta. V zadnjem delu oddaje pa Vatikan nas ne mara. RKC želi 100% davkoplačevalsko financiranje svojih zasebnih verskih šol. No, začelo se je z Bitcoinom pred 9 leti, danes jih je več 100. Govorimo o kriptovalutah ali digitalnem denarju, ki je preplavil svet in navdušil tudi vse več Slovencev. Ko začnete se enkrat s kriptovalutami ukvarjati, da si dajte prebrati, da ne se zaleteti noter, da pejte na razne forume, pejte v kakšna na Facebook skupine, kjer se ukvarjajo s tem, vprašajte, naj vas ne bo strah vprašati, pa najprej začnite z majhnimi zneski, da boste pravzaprav sploh videli, kako zadeva deluje. Predvsem to pazite, da na nekih borznih računih, na nekih spletnih denarnicah. Bitcoin ostaja nad $7,000, potem ko je pred dnevi skoraj dosegel $7,500. Za nov val optimizma je bila ključna novica, da bo CME Group še letos ponujal terminske pogodbe na Bitcoin, s čimer je na trgu pričakovati manjšo nihajnost. Vlagatelji bodo lahko tudi shortali Bitcoin, torej stavili na njegov padec. To bo pritegnilo dodatne institucionalne vlagatelje, ne le špekulante. Zakaj ljudje raje kupujejo kriptovalute kot zlato, bomo komentirali z našima eminentnima gostoma. Primožem Cimermanom, očetom portala MedOverNet, ter Darkom Bulatom, začetnikom interneta pri nas. Oba toplo pozdravljam v oddaji. Pozdravljen. Dobro večer, hvala. Primož, če začnemo s tabo, kaj hudiča je Bitcoin, oziroma kot bi rekel naš občasni gost in veliki prijatelj oddaje VV Faktor Andrej Šiško, kriptovaluta? Bitcoin, to je tako kot evro, dolar, vsaka valuta na tem svetu, samo da je ta v bistvu elektronska valuta, ki je bila narejena 8 let nazaj, kot prva neka tovrstna zadeva finančnih transakcij na blockchainu. Se pravi, to je kot Coca-Cola, zdaj so vse gazirane pijače, imajo svoje imena, ampak kličemo jih pa Coca-Cola. Ampak kaj to pomeni, da je to v bistvu nek fake ali je to neka realna stvar, mislim? Ja, če si jo izplačaš lahko na navaden račun in pretvoriš v evre, je to čisto realna stvar. No, ta del nas zanima. Daj nam zdaj razloži, kako to naredimo, da bojo tudi gledalci to znali. Ja, najprej moraš evre nakazati na nek exchange, na neko borzo in kupiti Bitcoin. Pa upati, da bo Bitcoin zrastel in ga dobro prodati, pa si nazaj nakazati evre. Kako pa veš, kam moraš nakazati, komu, mislim? Ja, zdaj obstaja kar nekaj takih exchangeov na internetu, ena je tudi celo slovenska, Bitstamp, ki je kar že nekaj časa v samem vrhu svetovnem in ima tudi v ozadju eno slovensko banko, pač račun banke. In na njo nakažeš denar iz svojega računa, ko ga enkrat tam dobiš, pretvoriš to in kupaš bitcoine ali pa ene 3 druge valute, potem pa za temu ali trguješ ali pa samo pustiš, da čakaš, da bo to zrastel ali pa padel. Ok, preden vpeljemo v debato še Darka, predlagam, da si pogledamo naslednji prispevek. V Kranju je začel delovati prvi bančni avtomat na svetu, ki posluje spletno kriptovaluto Bitcoin. Bankomat je postavila ena izmed najmanjših slovenskih bank, kranjska hranilnica Lon. Povpraševanje po spletnih valutah je vse večje, a ne gre pozabiti, da je lahko nakup tovrstnega denarja zelo tvegana naložba. Več Jan Novak. Na prvi pogled je to običajen bankomat za dvig gotovine, a s to razliko, da lahko na tem bankomatu opravimo tudi nakup kriptovalute Bitcoin. Stranka pride z bančno kartico, tako kot bi dvignila gotovino in potem se pojavi meni izbire storitve, nakup kriptovalut, torej kupona za nakup kriptovalut. Gre preprosto za to, da je ta dvig ali pa, če hočete, nakup
pravzaprav zelo enostaven, zelo transparenten. Ni potrebno pravzaprav se prijavljati v morda nekoliko manj transparentne spletne strani, ki omogočajo kriptovalute. Darko, si ti že bil na tem ali kakšnem drugem bitcoinomatu in kupil kakšno kriptovaluto? Priznam, da sem ga videl na Petrolu, v Šiški se mi zdi, da obstaja tam pogosto tankam gorivo. Ni me zaenkrat še zamikalo, da bi ga kupil. Moram pa priznati, da mi je žal, da jih nisem kupil takrat, ko sem prvič slišal za bitcoine, ampak ko smo že omenjali zlato mrzlico, vsaj zaenkrat še vedno najraje prisegam na tole. To pa je zlato, a ne. Ti si bolj tradicionalen. Ja, bolj tradicionalist. In v tem smislu bi rad morda povedal, da pamet v glavo, torej kupovati nekaj z denarjem, ki ga človek dnevno potrebuje, ni pametno, kvečemo s tistim denarjem, ki ga lahko pogrešaš. Novica je pred parimi dnevi, da je, ne vem, za $300 milijonov vrednosti Ethereuma, to je ena druga po popularnosti kriptovaluta, izpuhtela oziroma izgubila se možnost uporabe te valute, računi so zaklenjeni in jih ni več mogoče nikoli odkleniti, in to nekako predstavlja naslednji izziv. Komu se pritožiti, če si v svetu kriptovalute naenkrat brez denarja oziroma si ob denar. Danes vemo, da če si ob denar na banki ali da gre za keš ali za polog, vseeno lahko obstaja teoretična možnost, da vložiš tožbo in da po, ne vem, tolikih letih nazaj dobiš nekaj. Če te kdo okrade, imaš tudi neke pravne možnosti. Kako je s kriptovalutami, je to zaenkrat še zelo neznano, ne ve se kako, ker v 4 stebrih kriptovalut, to se pravi rudarjenju kriptovalut, potem tele menjalnice, exchanges, to smo slišali, pa tretji steber recimo je za nakup, ti koncu danes lahko kupiš z bitcoini določeno blago in storitve. Znani primer, ko je človek kupil pico, če bi danes gledal, koliko je vrednost tega denarja, s katerim je pico plačal, bi ta pica bila ena najdražjih na svetu. Skratka, ni pa še mehanizmov za, bi rekel, pritožbe, za odločanje in tako naprej. Zaenkrat je ta svet kriptovalut zelo kot divji zahod, in če primerjamo res z nekimi zlatimi mrzlicami na Yukonu, na Aljaski, lahko bi rekli res, ja, morda lahko obogatiš, ampak ogromno ljudi je na Yukonu tudi izgubilo življenje. Absolutno, se ravno zato imamo danes to temo v oddaji, da pač mi pa naši gledalci ne bi bili med temi, ki bi izgubili vse. Primož, nam boš mogoče ti malo pojasnil, kaj se je zgodilo s tem Ethereumom, pa še nekaj bi te vprašal, kakor vem, ti pa imaš neke ideje glede pač teh garancij, o čemer govori Darko, da pač ljudje ne bi bili na čisto 100% tveganju, da zgubijo vse, kar bi hočejo vložiti, ne? Ja, tako je Darko rekel, zlata mrzlica, ne? Ampak povsod lahko zgubiš denar. Lahko ga zgubiš tudi v banki. Ne? Če pogledamo, koliko denarja je izpuhtelo leta 2008, ne? Ravno tako na delniškem trgu pa je bilo... Država ne garantira do neke določene višine vlog, ne pa za vse. Ne? Ja. Tako je bilo je regulirano pod nadzorom inštitucij, pa kljub temu se je popolnoma sesul trg. Ne? Danes poslušamo, da je to nereguliran trg, da je to nevaren trg, tako kot vsaka stvar. Ne? Se lotiš nekega posla, je nevarno, ali ti bo uspelo ali ne uspelo. Vendar, če pogledamo danes birokracijo pridobivanja finančnih sredstev za zagon nekega posla, ne, vemo, kaj moraš iti skozi, čez 1000 postopkov, potem ti pa še v bistvu ta investicijski denar ali investitorji, ki ti ga dajo, ne, ali banke, ne, stojijo za vratom in ti dihajo. Ne. Tako se je pa na tem blockchainu, pa v primeru Bitcoina in Ethereuma, ne, sprožil neka možnost, ki so jo zagrabili vsi novodobni, bom rekel, mojstri interneta, ne, kako bi to izkoristili, zato da bi lažje prišli do denarja in do nekega zagonskega kapitala. Temu se reče ta ICO. In kako se zdaj mi, oprosti Primož, zavarujemo pred temi špekulanti, pa temi, ki pač hoče to izkoristiti? Ta trenutek zelo težko, ker ni nobene regulative, ni nobenih sistemov, ki bi karkoli nadzirali. Ravno tako je ena, bom rekel, taka
sladica, zakaj ljudje v to hodijo, ne? Če zaslužiš na 1000 evrov ne plačaš nobenega davka, ne? Ker je vlaganje v kriptovalute tako kot vlaganje v zlato. Ne? Se pravi, pozabil na Ciper pa Kajmanske otoke, ne? Tle je še boljše. Ja. Tukaj je še lažje, ker imaš dejansko vse lahko na svojemu telefonu, ne? Ali pa na svoji denarnici nekje na neki spletni strani. Ampak čeprav vem, ti jutri planiraš startati svojo kriptovaluto, pa imaš neko revolucionarno idejo tudi v to vključena. Nam lahko malo več poveš o tem? Zdaj, revolucionarna ideja je v smislu neke garancije, nekega buybacka. Zakaj? Danes vemo, da katerokoli valuto kupam, lahko jutri pade za 70% ali celo 100%. Ok, 100 še nobena ni takoj, ampak dejansko lahko zgubiš velik del svojega vložka. Ne vemo zakaj. Ali zaradi tega, ker je bil to scam, ker je bil to pač neka firma, ki je načrtno zlorabila neko idejo, ker danes je to fama, danes je to neka ideja, da boš hitro prišel do zaslužka in so tudi, bom rekel, goljufivci to pogruntali in so odprli kar nekaj takih ICO-tov, kjer so pač potegnili denar, potem pa ni bilo od produkta nič. Ne? No in mi smo hoteli narediti ravno zaradi tega vlaganja, ker tudi mi smo, bistvo je to, da danes vsi govorijo samo o dobičku. Če si kupil pred 8 leti, bi bil danes milijonar in tako naprej. In to potegne, kot psihologija potegne vsakega človeka. Seveda, moram povedati tudi jaz, ko sem že nekaj časa v tem, sem tudi jaz že izgubil nekaj denarja. Še vedno sem v plusu, ampak ko enkrat vidiš, da ti 40% denarja ali, bom rekel, investicije, ki si jo noter dal izpuhtine, te mačkan stiska tam pod srcem. Ja, to ni preprosto, sploh za neke običajne ljudi. Ja. No in danes, ker piše vsak časopis, vsak medij zdaj o tem govori, je, bom rekel, ta interes po temu hitrem zaslužku še večje. Vendar pa to, tako kot je Darko predstavlja, ogromno nevarnost, da lahko ta denar dejansko tudi izgubiš. Ravno zato smo mi začeli delati na nekem novem ekosistemu, ki bi ga radi upeljali kot Crypto Investing 2.0, če se tako izrazim, ki bi mogel vsak, ki gre v ta svet, da proizvede nek token, nek kovanec, bi moral garantirati investitorjem. Se pravi, ti bi to pravilo postavil tudi za druge, ne bi sam... Ja, to je, bom rekel, ideja na dolgi rok, ne, kajti danes, če hočem jaz, pride ven neka nova valuta, jo hočem kupiti, če nimam več denarja, moram drugo prodati, ne. Tako to gre. V tem primeru bi pa ti lahko dejansko izpostavil kriptovaluto, ki bi investitorju, ker konec koncev vsak, ki vloži v tvoj ICO, je investitor. Ki pa nima nobene garancije, ali bom jaz ta denar dejansko porabil za življenje na Bora Bori. Ok, zdaj, čeprav vem, ti nekako pri 80% to garancijo postavljaš vloženega denarja. Darko, a tebe to prepriča, kar je zdaj Primož povedal? Se ti zdi pol zadeva bolj varna? Bi se ti pol tega lotil na večjem obsegu ali ne? Moram priznati, da me najbolj prepriča zaenkrat še vedno Bitcoin, izvirni Bitcoin, preprosto zato, ker je največja množica uporabnikov in dejansko tudi denarja potencialnega še vedno v Bitcoinu. Ima jasno zastavljena pravila, število Bitcoinov je navzgor omejeno, 21 milijonov Bitcoinov ali približno nekaj takega, kar pomeni, da kolikor več bo teh Bitcoinov odrudarjenih, bo njihova vrednost dejansko naraščala, ker je omejen supply, omejena je ponudba. In v tem smislu ne bom rekel, da je to zdaj reklama za to, ljudje kupujte bitcoine, ker bojo šli samo navzgor. Dokler je množica uporabnikov pri bitcoinu in dokler ne obstaja ena posamezna skupina, recimo zadost velika, ki bi obvladovala celoten bitcoin ekosistem, do takrat je bitcoin varna zadeva. Vsaka nadaljna nova valuta, ker vemo, da gre za valute, za katerimi je zadaj neki algoritem, neki programi. Ne? Pri Bitcoinu so stvari recimo jasne, pri Ethereumu so dodane neki novi momenti, pri se v teh algoritmih bomo še pol po glasih. Ja, izvoli. Edina stvar, ki pri Bitcoinu morda moti, je to, da se še vedno ne ve, kdo ga je naredil, ne? Neki Satoshi, za katerega se ne ve točno ime pa priimek, s kakimi nameni. Tako da teoretično obstaja možnost, da enkrat nekje nekdo z nekim super ključem enostavno potegne zavoro in reče, ok, zdaj pa vsi vaši bitcoini več niso vaši, ampak so moji. Ne? Tako da to je edina stvar, ki je pri kriptovalutah morda še problematična. Meni zaenkrat izgleda kot igra glasbenega stola,
kjer igralci plešejo okrog stola in v vsake novi iteraciji je en stol manj. Ne. Tako da upajmo, da... Pol smo mi Darko v prednosti, ki mi Primoža poznamo, ga vidimo tu pred sabo, tako da točno vemo, kdo je Satoshi. Ne? V tem primeru je Satoshi in Primož. Ampak bomo zelo zanimivo tole, vidim, da je še dosti vprašanj za odgovoriti. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali današnjo kripto debato.